Zimski solsticij je izjemno pomemben in danes ti bom povedala, zakaj in ti bom dala prelepa sporočila, za katera verjamem, da so tako pomembna, da ti lahko celo določijo, da bo leto 2022 za tebe ena velika prelomnica. Namreč pokazala so se strani angelov prelepa sporočila. Minutko nazaj sem zaključila z eno skupino. Imeli smo eno tako lepo meditacijo z angeli na spletu. In vmes sem začela dobivati sporočila, ko sem videla meditacijo, tudi za vas, ko vse tole gledate. In toliko sem bila hvaležna in toliko lepa sporočila, definitivno upam, da bojo dosegla tvoje srce. Zimski solsticij, sporočila se vežejo na zimski solsticij in tudi kaj konkretno delati ob zimskem solsticiju. Zakaj ljudje definitivno nočemo spregledati zimskega solsticija? Zaradi tega, ker je energijsko definitivno drugačen dan od ostalih. Zimski solsticij je v bistvu najkrajši dan in najdaljša noč. Najdaljša zimska lepa noč, ki pa prinaša tukaj tudi številna spoznanja. Ko je noč najdaljša, bo za sabo seveda potegnila tudi kup enih drugačnih energij, kakor smo ponavadi navajeni. In kar sem jaz za vas dobila, malo sem si tam na Plank Cengels naredila, sem dobila 3 sporočila in angeli so mi povedali, da bi radi vam s pomočjo tega solsticija predali sledeča spoznanja. Tema, torej noč, ko bo 21.12. najdaljša, prinaša sledeče sporočilo. Tema ni vedno slaba. Dosti ljudi misli, da je slabo, ko je temno. Tukaj govorimo, da je seveda metaforično, da je slabo. To pomeni, da ko je vzunaj temno, ne veš, a te kdo gleda, a ti lahko kaj naredi. Seveda, ok, to lahko drži. Tema sproža recimo ponoči več strahov, kakor sončni dan in tako naprej. In tudi teme v svojem življenju se seveda ljudje bojijo. Bojijo se biti prizadeti, biti razočarani in tako dalje. Meni so pa angeli povedali, da tema ni vedno slaba, da v temi se pa skrivajo tudi sledeče stvari. Umiritev, mir, počitek, potovanje med dimenzijami, svetovi, meditacija. Takrat ljudje bolj slišijo angele, ker se ves ta brneči svet podnevi umiri. Takrat ljudje bolj lahko slišijo angele, kar pomeni, da so takrat nekako, seveda, ker ljudje tako sami dopustijo, takrat bolj dostopni. Kar pomeni, da tudi ogromno je nekega miru in lepih stvari lahko v temi. Ni vedno vse samo ena resnica, vse ima svoj yin-yang. Tudi seveda tema ima svoj yin-yang znotraj sebe. In to je bilo meni eno tako lepo sporočilo, da poglejte v svojem življenju, kjer ste imeli razočaranja, kjer ste imeli bolečino, kjer ste imeli težke stvari, se mora skrivati tudi nekaj prebojenja, nekaj lepote. Če si sam dovoliš, da ne ostaneš žrtva nečesa, kar te ujel, in si dovoliš, da veš, da lahko to seveda tudi mine in da pride naslednja svetloba in pride naslednji dan, potem se za tebe to lahko seveda zgodi. In to je drugo sporočilo bilo. Najdaljša, tako mi je bilo rečeno, strani angela Mihaela, najdaljša noč v letu je samo enkrat. V točno tej dolžini pa tako naprej, da je najdaljša, da jo okronamo, je samo enkrat. Zakaj nekateri ljudje, vprašaj to ljudi, Kristi, zakaj nekateri ljudje to noč podaljšujejo na čisto vsak dan v svojem letu? Zakaj si ne dajo ljudje možnost? Evo, zdaj vas sprašujem naprej. Ja, če ste bili prizadeti, če ste bili razočarani, če ste bili strti, karkoli se vam je dogajalo, to ne pomeni, da se rabite nadaljevati, ne rabite ponavljati te stvari. Jaz mislim, da je ogromno ljudi, ki rabi to sporočilo slišati in da je ogromno ljudi, ki rabi upanje. Noben dan ne bo v resnici enak naslednjemu. Je samo naša percepcija, da je. Naša percepcija, da je mogoče 22. decembra isto dolga noč, kakor je bila 21. ampak ni, se že razlikujeta. Nič ni vedno čist isto vsak dan, samo naš pogled na to mogoče je nespremenjen. In angeli vas tukaj
definitivno nagovarjajo, da vedite, da se v vsakem trenutku vse spremeni. Če si pripravljen videti, tudi če je majhen napredek, tudi če je minimalen, da veš, da obstaja. Ampak zato je treba sprejemanje vsega, da tema si jo imel v svojem življenju, da si imel neke težke stvari in da obstaja seveda tudi svetloba. Sprejemanje je nekaj, kar je osnova za spremembo. Najprej mora priti do sprejemanja, da si v nečem bil, da to lahko spremeniš in potem pride do spremembe. In tretja dobra stvar, kot sporočilo končno za vas je, povabi novo svetlobo v svoje življenje. Če želiš spremembe, če želiš, da dejansko po najdaljši noči, ki te seveda lahko tudi umiri, ti prenese globoka spoznanja o sebi in kaj treba spremeniti, pa to spremembo pozitivno za leto 2022 dosežeš definitivno s tem, da povabiš svetlobo v svoje življenje. Angeli so mi rekli tako: povabite svetlobo načrtno, energijsko prečistite svoje prostore, očistite sebe in svojo energijo z meditacijo, očistite se leta 2021 in ne govoriti, vse 2022 bo pa vse isto, kot je bilo prej, vse vedno vse isto, vse je bil 2021 tudi isti, kot je bil 2022. Ne, ni bil. Vse, kar je bilo, ni bilo, vse se nekaj spreminja. 2022 v tem trenutku mi kreiramo, je lahko popolnoma drugačno, če povabimo svetlobo po najdaljši noči v letu. Jaz mislim, da 31.12. je v resnici nov let, najdaljša noč v letu, ko ponovadi to rečejo za 31.12., ampak v bistvu 21.12. Povabite nazaj svetlobo, torej očistite se vsega, kar vam ni v letu 2021 služilo. Očistite svoj dom, očistite svojo auro, očistite svoje prepričanja in seveda, če rabiš očistiti neke temne plati, ki so se ti dogajale, zaradi tega, da ugotoviš, vse brez teme niti ne veš, da svetiš, da si in svetloba, kako lahko to narediš? Tako da povabi sebi svetlobo, povabi angele, pogovarjaj se z angeli. Oni so absolutno najvišja oblika svetlobe, ki seveda lahko razsvetlijo zaradi tega tudi tvoje življenje. Premalo ljudi se pogovarja z angeli, premalo ljudi z njimi meditira, premalo ljudi, da so ljudje malo pozabili na to, premalo ljudi si gradi neke temelje, oni pa toliko zelo čakajo, da bo spet svetloba prevladala na tem planetu. Ampak mi smo tisti, ki jim damo signal, tukaj smo in pripravljeni smo vas sprejeti. Kaj smo danes ugotoviti? Po sprejemanju pride sprememba, enako velja pri angelih. Najprej sprejmeš njihovo pomoč, da oni lahko nekaj spremenijo, seveda s tabo, čez tebe, razumeš, ampak ti lahko pomagajo do te spremembe. Tako da 21.12. bi jaz na vašem mestu, pa tudi tam potem do novega leta, pa direkt po novem letu preživela v tem, v manifestacijah, preživela bi v tem, da se čim več pogovarjam z angeli, da pride do čim večjega očiščenja. Tako da jaz te vabim, če ti jaz lahko pomagam, jaz angele definitivno čutim, slišim, zelo dobro jih kanaliziram čez sebe in sem pripravljena ti pomagati. 21.12. in 30.12. se bom posvetila angelom. 21.12. bom seveda na večer solsticija, kako pa drugače, prelepo meditacijo, ki nosi naslov Božična pravljica. Jaz mislim, da treba spet malo verjeti v pravljice in Božična angelska vas, kjer bomo pustili za sabo leto 2021, si bomo obnovili moči in bomo šli res tako pravličnost, da se zbudi tako upanje in delali manifestiranje za leto 2022. Ker se seveda to ne zgodi velikrat. Darilni boni v vrednosti 120 evrov je moje darilo, pa Mihaelovo darilo za vas. In dobili boste tudi posebno angelsko listino, spisala vam bom angelsko listino za leto 2022, s katerimi angeli delati, na katerem področju in kako se to dela. In seveda vse dobre stvari so tretje darilo je tako kot ponavadi, posnetek dogodka. Tako da poglej si, prijav se na potovanje duse.si, 30.12. bomo šli pa res, direkt pred novim letom bomo šli pa z 12 nadangeli, 12 mesecev leta 2022 kodirati. Za 12 področji, 12 mesecev, 12 nadangelov, velikih bo, delali bomo angelski koledar, enako bogata darila, enako darilni bolni, razveseljevali vas bomo. Tako da poglej si, pridruž se.
Jaz mislim, da so angeli s tem definitivno dostavili sporočila, ki so ga želeli. Tako da se vidva in se te veselim in seveda se dobro ti želim.